lepo vas pozdravljam in se veselim kar lepega obiska. Danes se pogovarjamo o knjigi Štefana Lesenicha, nemškega sociologa, poznavalca socialne države. Naslov knjige je Ponovno izumljanje socialnega, podnaslov Socialna država v prožnem kapitalizmu. Tole je šlo prevodu pri založbi Kartina. Nakratko ste vsebino knjige lahko spoznali v vabilu. Napovedani so bili 3 gostje. Ena gostja se je žal opravičila, sinoči višja sila se je zgodila. Tule pa imamo Sreča Dragoša iz Fakultete za socialno delo, ki je tudi prispeval spremno študijo v to knjigo, in pa Primoža Krašovca, s katerim si deliva kabinet na Filozofski fakulteti. Tudi prevajalko tam zadaj. In prevajalko. To je bil ork terminološki dolgaj, ne? Ja, to so pač Nemci, ne? Mi smo se nekako tako pogovarjali, da bi današnja gosta morda za začetek malo širše, pa še vedno nakratko povzela knjigo. Tako da tisti, ki jo še niste brali, nekaj več izveste od tiste reklame, ki sem jo pošiljal naokrog. Potem bi šli pa kar v debato v posamezne vsebinske vidike, po eni strani probleme, ki jih mogoče knjiga ima, po drugi strani pa teze, ki nam dajo misliti o današnji situaciji na področju socialne države, pa tudi mogoče še zlasti na področju akademske produkcije na to temo, kajti Lesenih pravi, da se je vse skupaj začelo v akademskih vodah. Najprej so se naučili sociologi, potem so šele sledili politiki. Mogoče Srečo kar ti, če lahko. Ja, hvala za besedo. Zaradi tega bom krajši, ne daljši izroček, če vsake list dam kar svoj, če bi nekaj naprej. Da bo bolj jasno, zakaj gre, njegova Lesenichova osnovna teza je, da socialna država ne le, da erodira v smislu, da jo krčijo programe, sredstva in tako naprej, ampak da se dogaja še nekaj hujšega. Gre za to, da se redefinira in v tej redefiniciji pravi neosocialnost. Neosocialna država ni več socialna na stari način, ampak drugačna in v namenih in v ciljih in tako naprej. In to je glavna poanta, da tega Lesenih pride prek, to mi je šteti za zelo plus, prek afirmacije socioloških klasikov, Zimmel, na primer, Senan, Uprej in tako naprej. No, skratka, in potem tam razvije eno zelo osrednjo poanto, za katero sem jaz prepričal, da je osrednja poanta te knjige, gotovo bi se še kjer druga našla osrednja, ampak jo tako nemarno stlači samo v en odstavek. Ta poanta je pa to, ki sem jo jaz izrisal na tej schemi križni, kot jo vidite. To je premeščanje socialne države v eno drugo neosocialnost. Torej, ta schema, on jo je, to idejo je izpeljal iz Zimmela, jaz sem pa jo narisal po Lesenichu. Zdaj, zakaj gre? Gre enostavno za to, čemu socialna država služi, takrat, ko postulira tisto, kar se je reklo, pri nas se še danes govori socialne pomoči, transferje in tako naprej, ko jih postulira kot pravice, ki jih lahko iztožite in do katerih ima vsak možnosti priti v določenih pogojih, čemu vse to služi. In tej nameni, cilji socialne države in posledično seveda tudi sredstva se redefinirajo. To ni prvič, je pa spet znova se dogaja. To se že dogaja na začetku. Prva redefinicija socialne države poteka iz prvega v tretji kvadrant. Poglejte te puščice, tam številka 1. In sicer v prvem kvadrantu, tu se je vse skupaj sodobna socialna država začela, to je približno Bismarckov čas in tako naprej. Zakaj gre? V kvadrantu 1
definirana začetki socialne države, 19. stoletje, zgledajo takole. Potrebujemo socialno državo, ker so ljudje revni in tega drugače ne morate rešiti, da se država aktivno na način pravic in tako naprej vključi. Vendar zakaj? Ne toliko, ali pa včasih tudi sploh ne, zaradi pomoči potrebnim, zaradi prejemnikov teh socialnih pravic, ampak zaradi nečesa drugega. To je prvi kvadrant. To imeti socialno državo zaradi nečesa drugega, to je recimo takrat pomeni sredstvo, brez katerega ne bi mogel združiti Nemčije, Bismarck, ne, in tako naprej. No, potem smo rabili približno, rečemo, okroglo 100 let, da smo redefinirali to začetno socialno državo, katere namen je združevati recimo nacionalni imperij, tiste razdrobljene nemške paradržavice pod eno vrsto enoto in tako naprej, da spremenimo zdaj namen socialne države v to, kar smo dobili po drugi svetovni vojni, to je pa kvadrant 3. Da smo spremenili, jo na novo definirali socialno državo v to, da je cilj socialne države predvsem oziroma na prvem mestu, mogoče še kaj drugega, to itak, ampak glavni cilj socialne države je pomoč na način pravice ljudem, ki ne morejo preživeti brez socialne države. Ker so izločeni iz trga, ker so nesposobni za delo, pa tudi če so, ker ni delovnih mest in tako naprej. Pika. To je vse. To je bistvo socialne države, kakršno smo poznali doslej. V socializmu je zadeva malo evoluirala oziroma degradirala nazaj v prvi kvadrant, ampak tu smo zdaj to. No, zdaj se pa dogaja, potem smo potrebovali par desetletij, 20-30 let, nič več, da smo spet začeli redefinirati socialno državo v smeru, v kateri smo zdaj. Torej, to je pa ta druga puščica številka 2, iz kvadranta 3 v kvadrant 2, tule na tej schemi. Kaj to pomeni? Socialna država danes ne služi več, vsekakor pa niti slučajno pod točko 1. Ne služi več pomoči potrebnim. Ne služi več reševanju ljudi, ki so brez sredstev in to ne po svoji krivdi. Glavni cilj socialne države, kakršna je pri nas in v Evropi, govorimo neoliberalizmu od 70 let naprej, glavni cilj socialne države je spet nekaj drugega. Torej, pri nas vidimo reče fleksibilizacija ljudi. Glavni cilj socialne države je trg, vključitev ljudi spet nazaj v trg. Namen socialne države ni prvenstveno dajanje socialnih pravic, da se ljudje preživijo. Zakaj? Zato, ker so v stiski in bi jih imeli drugače na ulici, pa bi umirali od lakote in tako naprej, če tega ne bi bilo. Ne, glavni namen socialne države je, da fleksibilizira trg delovne sile s tem, da tiste, ki so izločeni, to so uporabniki socialnih storitev in pravic, da jih skuša zdaj pripeljati nazaj na trg, pripeljati v vsakršnem smislu besede, od mehkih do trdih in zelo trdih variant, ki smo tudi pri nas izumili. Torej, spet, zakaj je prišlo do tega, sem malo počal, mislim, 101. Pa nekako sem zapovedal te aplikacije. Do tega je prišlo pa zaradi tega, ker je, to vsi vemo, vsi, mislim, čisto vsi, zlasti politične elite, pa nišče o tem ne govori. Zaradi tega je to prišlo, ker je pač socialna politika podrejena pomembnejši politiki pri nas, to je ekonomski politiki, tako kot so podrejene tudi vse ostale politike. S čim imate razmerje? Ekonomska politika ima več moči, denarja, pomembnejša ministrstva in tako naprej. Podrejena je pa socialna politika, v resnici bi moralo razmerje biti tako, enakovredno. S čim imate obrnjeno, potem zgornja politika, močnejša, v tem primeru ekonomska, narekuje cilje socialnih. In od tod imamo ta problem, da socialna politika služi z tako rekoč s temi svojimi ukrepi ciljem ekonomske politike, ne pa socialne. To je ta transformacija klasične socialne države iz
povojnega obdobja v neosocialnost, torej iz kvadranta 3 proti 2 navzgor. Socialna država, tako kot na začetku, ne služi uporabnikom, ampak nečemu drugega. Zelo verjetno nas čaka še puščica 3, torej še nadaljni premik iz kvadranta 2, kjer smo zdaj. Torej, mislim, da poanta je jasna. Problem socialne države z njeno redukcijo ni samo varčevanje, ni zoževanje pravic, ni krčenje služb, siromašenje ali pa celo ukiranje storitev, ker povajagi ni denarja. Tu je še nekaj več. Gre za to, da socialna država sama vstopi v to, bi rekel, neoliberalno ekonomsko paradigmo, vstopi z redefinicijo same sebe. Tretji premik iz drugega v četrti kvadrant, številka 3, puščica, je pa še nadaljni premik v tej neosocialnosti, to je pa konkretno privatizacija. To je tisto, kar se dogaja, oziroma se že dogaja v zdravstvu, se je že zgodilo recimo v zobozdravstvu, se nakazuje, da se hoče dogajati čedalje bolj v izobraževanju. Enaka zadeva nas čaka zelo verjetno tudi na socialno državo oziroma na področju socialnega varstva. Privatizacija domov za stare, koncesije, tudi tiste, ki so zdaj pravno niso preštevilne, vendar niso nadzorovane in tako naprej. Ta plas lahko gre še pomočno domu in take stvari. To bo pa nadaljni premik, torej premik iz kvadranta številka 2 v 4 k redefiniciji socialne države v sredstvo, ne pa cilj. Torej, ko se bomo znašli v kvadrantu 4, bo zadeva še hujša, ne bo zgolj to, da socialna država ne služi uporabnikom, ampak nečemu drugemu, ampak bo postala sredstva. Zdaj, kako je to aktualno, zakaj gre, ne bom tega bral, ampak velja se enkrat, ko imate čas pogledati na drugi strani, podatke SME-ja, sem jih nakratko, mislim, nabrobno naredil, ker drugače ne bi spravil gor. Kaj je posledica takšne redefinicije socialne države? Posledice je veliko. Ne bom govoril v prvi, najhujši, najpomembnejši, vse druge so manj pomembne. Trpljenje ljudi. Na margini so ljudje revni in seveda če niste revni, lahko samo slutite, kaj to pomeni. No, potem imate pa še druge posledice. Ena od njih je, recimo, povampirjanje politike oziroma erozija demokratičnega sistema. Zakaj? To je razvidno iz tabele 3, una tabelka na desni. Tule v tabeli 3, to so podatki iz javnega mnenja 2013, novih še ni, ampak se zdi, da bodo še hujši. Namreč tabela 3 kaže en indikator iz te SME-ja, iz te raziskave, v resnici jih je več. Ta indikator se tudi zrisal, namreč pomik v avtoritarnost, kar se sklepa iz vprašanja, če ljudi vprašate s tem vprašanjem, včasih demokracija ne deluje, kadar se to zgodi, kaj bi imeli raje. A je bolje, da se vam bolj zdi, da potrebujemo takrat močnega voditelja namesto demokracije, ali pa desni stolpec, demokracija je tudi takrat še vedno najboljša možnost. Poglejte, kako se je leta 2000, kaj sem rekel, 2013, to je 2013 melitve. Torej, pred 3 leti, takrat, če ni bilo beguncev pri nas, ampak imamo že takrat, zadnja vrstica tabele 3, čez polovico prebivalstva nagnjena v avtoritarnost. 55% prebivalstva izbira raj močnega voditelja, kot pa demokracijo, ker demokracija ne deluje. Kakva zveza je to? Tudi socialna država, jaz bi kar rekel, predvsem za socialno državo. Zveza je, takrat, ko se vprašate, kateri sloji, kdo je bolj nagnjen za razliko od ostalih v avtoritarnost. Kot vidite, tule je vpliva na to starost, izobrazba in tako naprej, vse, kar je tu napisano, vpliva pa tudi socialni status. Bolj, ko greste proti družbenemu dnu, proti spodnjim slojem, večji odstotek je avtoritarnih stališč.
To ne velja samo pri nas, ampak izrazito tudi pri nas. To je običajno tako. Nekaj se to kombinira tudi z nizko izobrazbo ali brez izobrazbe, pa z drugimi, bi rekel, handikepi, z razočaranjem in tako naprej. Poleg tega, da večji delež, ko imate, to je zdaj posledica redukcije socialne države in njene redefinicije, večji delež, ko imate nepreskrbljenih ljudi, torej masovnejši, ko je spodnji, oziroma najbolj spodnji sloj prebivalstva, ne samo, da imate več avtoritarnosti, ker je tam avtoritarnost večja, gledajte številke, ampak tudi imate večjo abstinenco na volitvah. Tisti, ki pa gredo iz spodnjih slojev na volitve, pa praviloma volijo ekstreme v večji meri kot pa vsi ostali. Posledica erozija demokracije. Torej, socialna država ima ne samo to funkcijo, da pomaga ljudem, in če to funkcijo da v oklepaj, ima pa druge funkcije, da rešuje ekonomijo, pobajak, vrčevanje in tako naprej. Brez socialne države ni demokracije. Obratno pa ne velja, žal. Lahko tudi ukinete, bistveno omejite ali pa ukinete demokracijo, pa razvijate elemente socialne države. To pa poznamo že iz fašizma in tako naprej. Kaj v tej tabeli lahko spremenimo? Starosti ne moramo, namreč spremenimo, da je bilo čim manj tistih, ki so nagnjeni zaradi teh strukturnih dejavnikov v avtoritarno smer. Pri starosti ne morate tako rekoč nič narediti, pri izobrazbi samo na zelo, zelo dolgi rok in to samo poslabšate lahko. Če greste v privatizacijo izobraževanja, potem seveda večina spodnjih slojev ostane brez izobrazbe in tako naprej, vendar to so dolgoročni trendi. Pri vseh ostalih stvareh tako rekoč ne morate nič narediti, razen pri socialnem statusu. Da skrbite za to, da se vam ne širi spodnji sloj, da se vam ne širi revščina in še nekaj hujšega, da če vam to ne uspe, potem se širi še delež otrok rojenih v revščini, potem to je pa še nekaj dosti hujšega od revščine in tako naprej. Tu pa lahko delate. Socialna izkaznica je tisti majhni tabelci, sam tako zarašto napisal, socialna izkaznica Slovenije, zaradi tega, ker pri nas zadnji četrt stoletja velja, kako smo dobri. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo še vedno, mislim v socialnem smislu, kako imamo dobro socialno državo, ker še vedno smo pod evropskim povprečjem po deležu revnih. V redu, fajn. Ampak tu se pa premislek tudi neha. Problem je v tem, da točemo pa vse druge rekorde po hitrosti pridelovanja revščine v letih v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Mi smo samo v krizi, recimo za 28% pridelali več revnih od leta 2009 do leta 2014. To so uradni podatki. 28%, za 28% povečanje revščine na zdaj 14,5% prebivalstva. Mislim, da sam Litva je še bila z večjim povečanjem revščine. Grčija je imela manjše povečanje revščine, pa je Evropa razsula. Osnovna denarna socialna pomoč je, kot vidite tu, 288, po novem, ko se je zvišala za par evrov, 280 evrov za tistega, ki brez krivde nima nič, zdaj se mora z 288 evri preživeti. To je samo, kot vidite, 75% minimalnih življenjskih stroškov, to je manj kot polovica praga revščine in tako naprej. Poprečno evropsko gospodinstvo, poprečno evropsko gospodinstvo da okrog 16% statistični podatek svojih dohodkov za prehrano. Če bi isti standard uveljavili pri prejemnikih socialnih pomoči, potem vidite, da si lahko tak prejemnik pri obstoječem znesku socialne pomoči privošči samo 3 evre za prehrano na dan.
To je socialna država pri nas. To pomeni, da smo mi že spustili standarde in to ni samo zgodba zadnjih parih let. To se dogaja od začetka osamosvojitve. Spustili smo standarde ne samo pod mejo, meja bi bila recimo vsaj minimalni življenjski stroški, da ne rečem čim bližje pragu preživetja. Cena za vzdrževanje psa v ljubljanskem zavetišču za kužke za en dan je pa 19 evrov za primer. Za en mesec. Za en mesec? Ja. Aha, hvala, no, to pravim. To sem pa spregledal. Ne zbijam cene kužkov, ampak za primerjavo. To je podoben problem, kot ga ima zdaj Evropa v zvezi z begunci. Problem Evrope ni to, kar vsi govorijo. Nazadnje madžarski predsednik parlamenta, ko je bil na obisku, takoj za njim je popolnoma enako ponovil predsednik države Pahor, namreč, da je zdaj problem Evrope v zvezi z begunci, kako, zdaj po spominu citiram, kako mora, da je to moralni problem. Zakaj? Ker mora Evropa premisliti, koliko še zmore pomoči, da ne razpade njen socialni in politični sistem. Natančno to je tudi pomenil Pahor. Problem ni zgornja meja, nikoli ni bil. Ne gre za to, da je problem Evrope, kako zračunati zgornjo mejo, da ne bomo več tak radodarni oziroma dokot smo še lahko radodarni. Problem Evrope je v zvezi z stroški za begunce spodnja meja. Tu prebijamo spodnja meja, namreč dokot lahko Evropa niža standarde sprejema ljudi, oskrbe, zato da se sama ne razruši in ne implodira v črno luknjo civilizacije. Natančno enak problem kot z socialno državo. Problem socialne države ni v tem, kar se zdaj govori, da ne bomo preveč dajali ljudem, ker pol bojo doma čepeli na socialnih pomočeh, pa ne bodo hoteli delati. Problem je ravno obratno. Problem ni zgornja meja socialnih pomoči, da ne bomo preveč imeli bogato državo, pa država bankrotira. Problem je obraten, problem je spodnja meja. Kaj narediti, da se neha stalno licitiranje, ne glede dobesedno na levo-desno opcijo posameznih vlad, da se preneha licitiranje socialnih standardov navzdol. Popolno enaka zadeva, ko v zvezi z begunci. Ja, mogoče za istočnico, najprej eno opaska prej, ko si interpretiral podatke iz raziskave SJM, si nekako predpostavil, da bi se morali bogati odpovedati enemu delu svojih dohodkov, pristati na večjo redistribucijo, zato da se reši demokracijo. Ampak seveda ne vem, če bi bogatim več do njihovega premoženja, kot pa do demokracije. Zdaj pa mogoče par opažanj, mojih opažanj iz knjige, kot izhodišče za Primoža, ker verjetno ta uvod, ki ga je zdaj Srečo pripravil, kar kliče potem, da postavimo še kakšno strukturno vprašanje okrog, recimo, razmerij med razredi. Zdaj, očitek nove desnice socialne državi je bil in je še zdaj, da je paternalistična, da pretirano nadzoruje posameznike, ampak pri Leseniku pa beremo, da tudi nova socialna država nadzoruje, oziroma predvsem pogojuje in usmerja svoje uporabnike na ta način, da jim zraven še pere možgane v smislu morate prevzeti odgovornost zase in hkrati tudi odgovornost za občo blaginjo. Če boste preveč pričakovali od države, potem bojo vaši otroci oziroma naslednja generacija bo bankrotirala in tako naprej. Tako da oddaleč pogledano vidimo, da je možno obema tipoma socialne države nekaj učitati, nekakšno pretirano in škodljivo skrb specifičnega tipa sicer za posameznike, ampak do ustrezne distinkcije med njima pa pridemo, ko upeljemo razredno perspektivo. Lesenih jasno pravi, da je bila stara socialna država na stališču, da je treba vsaj delno osvoboditi posameznika od trga, nova je pa na stališču spodbujanja produktivnosti, to pa seveda nujno po definiciji pomeni produktivnost za kapital.
Pa mogoče še tole, eden od argumentov za aktivacijo, tu si Lesenik da izrazito duška proti koncu knjige, je že prav sarkastičen včasih, ne? Eden od argumentov v prid čedalje večje in stopnjevanje aktivacije ljudi skozi specifično fokusirane ukrepe socialne države je pravzaprav zelo podoben ključnemu argumentu za današnje krčenje javne porabe. Namreč, če bomo zdaj prerazkošno trošili javna sredstva, potem bomo prikrajšali bodoče rodove. Skratka, sedanja generacija naj bi izkoriščala prihodnje generacije. No, ta argument pa zanika, da gre pri javnem zadolževanju oziroma pri krčenju socialne porabe za nek drug prenos premoženja in sicer k rentnemu razredu od vseh ostalih razredov, v tem primeru pa specifično seveda od uporabnikov storitev socialne države. In tole ugotavlja v tistih svojih bujnih številkah celo Piketty, ki sicer noče biti marksist. Skratka, odpira se pravzaprav razredno vprašanje. Ja, tukaj je bilo v bistvu več vprašanj skritih. Zdaj, ne vem, če bom čisto na vsa odgovoril. Mogoče bi izpostavil ali pa začel s tem ključnim konceptom, se mi zdi, Lesenikovim aktivacije. Se pravi, tem poudarku, da ne gre samo za, ali pa da pri neoliberalizmu gre tudi, ampak ne samo za, da se ga ne da reducirati samo na umikanje ali pa krčenje. Se pravi, ne gre za to, da bi imeli isti sistem socialne države, samo manj nje, se pravi, neko proces umika, razlaščanja, krčenja in podobno. Se pravi, gre tudi za to, ampak gre tudi za spremembo v namembnosti, v samem pomenu in tudi v samih, mogoče še pomenejših institucionalnih tehnikah socialne države in to se mi zdi kar pomembno, mogoče najpomembnejša poanta te knjige. In ta sprememba je ravno aktivacija, pa jo poimenuje aktivacija prejemnikov socialne pomoči in recimo brez tega koncepta, ali vsaj zato bila meni kot ne specialistov za to temo, tudi ta knjiga pomembna, ne moramo razumeti, kako ima lahko krati empirično prav, saj do neke mere, da ima saj neko empirično plauzibilnost, tako levica kot desnica. Recimo levica govori o krčenju in dejansko to lahko empirično prevedemo, se pravi, zmanjšuje se recimo čas, ko smo upravičeni do nadomestila za brezposelnost, recimo vedno krajši je ta čas in to samo nadomestilo pada tudi vsota socialne pomoči, recimo tega nadomestila za porodniški dopust in tako naprej. Se pravi, po eni strani manj denarja, recimo, če se samo na to skoncentriramo, pride do končnih uporabnikov, ampak po drugi strani se pa izdatki krčijo manj, kot pogosto trdi levica, sami javni izdatki za socialo, saj v evropskem povprečju so še vedno visoke, sploh v primerjavi z ostalim svetom. Tako da hkrati ima tudi do neke mere empirično prav, recimo liberalni ekonomisti, ko rečejo, so še vedno izdatki, so še vedno ogromni, ali predstavljajo še vedno relativno velik del državnega proračuna. Tako da se mi zdi, da ta poudarek na aktivaciji pokaže tisto, kar se zgodi vmes. Se pravi, da sicer mogoče pada tudi splošna državna poraba za socialo, ampak v manjši meri, kot padajo recimo vsaj denarni prejemki končnih uporabnikov, se pravi cel niz institucionalnih sprememb, ki nosijo tudi določene finančne stroške, ki se zgodijo nekje vmes. In tudi tukaj se strinjam, ja, da mogoče celo treba obrniti, kar se tiče primerjave med klasično pa današnjo socialno državo, mogoče kar se nadzora tiče, je neoliberalna veliko bolj intenzivna. Jaz mislim, da če kaj, poleg vsega tega registriranja in vseh teh kritik, recimo feminističnih ali pa levičarskih socialne države 60-ih pa 70-ih, ki so deloma v zelo veliki meri upravičene, ampak poleg vsega tega registriranja, nadzorovanja,
je, oziroma prvič to registriranje in nadzorovanje prebivalstva bilo pri klasični socialni državi je bilo statistično, več ali manj, se pravi, lahko smo dali to humanistično kritiko, obravnavate ljudi kot številke, kar se zdaj pokaže, ko obravnavajo ljudi kot ljudi, da je tisto veliko boljša opcija, se pravi, boljše biti številka, se registrirati, obklukati in prejeti nek denar, ker ti deležen vseh teh moralnih, psiholoških, včasih tudi farmakoloških investicij, ki jih je recimo nekdo danes ali pa jih čez vse to moralno teroriziranje za neko predvsem mizerno vsoto denarja, recimo kot danes na Zavodu za zaposlovanje. Zadeva je še hujša, točno. Ja, so še dosti ja, se pravi, mislim, klasična socialna država preprosto zbira iz, ko bi rekel, iz posameznika jemlje kot vir podatkov, glede katerega poskuša delati neko splošno družbeno regulacijo revščine v okvirih nekih, recimo, ocenjenih intervalov varnosti, recimo, koliko revščine ali pa koliko nekdo rabi, da preživi, koliko revščine ne bo vodilo v nemire in podobne stvari, ali pa kako regulirati revščino na neki splošni ravni. Medtem, ko zdajšnja postane ravno skozi ta princip aktivacije, postane socialna država izjemno invazivna. Se pravi, ta tudi umestni finančni del se investira, ravno novo malo vojsko inšpektorjev, pregledovalcev, obdelovalcev podatkov, se pravi tisti, ki hodijo na dom brezposelnim osebam, nenapovedano preverjati, če so res doma ali mogoče kje delajo na črno, recimo ljudi, ki hodijo preverjati matere samohranilke, če so zares samohranilke in s tem upravičene do te pomoči ali mogoče na skrivaj živijo s partnerjem. Se pravi, recimo te mreže, kako bi rekel, ne socialnega dela, bolj socialnega vohunstva ali pa socialnega ovaduštva in recimo tudi ta bolj kompleksen sistem nadzora, ki seveda stane, kar se tiče uslužbencev, obdelave podatkov in podobno, so tudi verjetno srečali več. Jaz vem to, kar vem iz listanja njihove hišne revije, socialno delo, teh nekaj podrobnosti in mislim, da tudi ni nova, recimo, če mogoče še ena predstava, ki mi je to knjiga pomagala, se iznebiti tudi ni toliko razlika med klasično pa neoliberalno socialno državo v tem, da bi ta bolj individualizirala. Jaz mislim, da je že klasična socialna država zdaj, kakor vem, individualizira prejemnike na način, da jih obravnava kot individualne, socialne, psihološke in tako naprej kriminalne primere, se pravi, da je poudarek na osebi in življenju določenega primera oziroma primerka in tudi sama meščanska država, kot taka, nas seveda individualizira že v rojstvu, ker imamo individualne potne liste, individualne dokumente. Mislim, da to ni nek poseben epohalen izum neoliberalizma, je pa tako, da deloma je tudi ta individualna krivda prisotna tudi v klasičnem socialnem sistemu ali pa individualizacija krivde za neko situacijo, je pa razlika v tem, da rešitev ni več kolektivna ali pa socializirana, ali pa recimo ta, ko bi rekel, lajšanje te situacije, v katero smo sicer zabredli po lastni krivdi, ni več tisti, ki jo rešuje, recimo, ali pa saj ni več nujno v neoliberalni socialni državi neka državna institucija, ampak si moramo pomagati sami, ampak to je še v okviru, recimo, uveljavljene interpretacije neoliberalizma pa neoliberalne socialne države, ampak mislim, ta zaostritev, ki se mi zdi pomembna, ki je tudi izpostavil Lesenik, je pa ravno to, ne gre samo za to, da je posameznik socialni primer individualiziran in sam kriv za lastno usodo, ampak nosi tudi breme krivde celotne družbe, se pravi škodi družbi. Se pravi, nekdo, ki ne pazi na svoje zdravje, je hitro prehrano in podobno, pije preveč alkohola, ne išče službe, igra World of Warcraft in podobno, ne škodi le samemu sebi, to ne bi bilo nič nenavadnega, tudi za klasične moralizatorje iz časa klasične socialne države, ampak zdaj škodi tudi celotni družbi, ravno zato, ker je pasiven, ker je breme
Se pravi, je breme na škodi zdravju družbe kot celote, škodi tudi finančni varnosti družbe, se pravi, je breme za davkoplačevalce in ravno zato se more aktivirati. Tako da mogoče to, potem se mogoče še vrnemo k razrednemu vprašanju. Mogoče se govoril. To že od nekaj konzervativci, neoliberalci in tudi levičarji, recimo marksisti, večkrat imajo povsem iste in niso brez zveze, iste argumente v zvezi s kritiko socialne države. Vendar razlikujejo se v namenih, to pa je. Recimo, greš kritizirati slabo kosilo v centru za brezdomce. Poglejte, kaj jim dajete in tako naprej. Potem si pa tih. Ampak eni to kritizirajo zaradi tega, da bi izboljšali, tudi pa zaradi tega, da bi jim še tisto kosilo vzeli. To ni za jesti, pa ukinete kosilo in tako naprej. To je bistvena razlika. To je zdaj zgodba neoliberalcev v njihovi kritiki okrog socialne države. Imel bi eno konkretno lokalno vprašanje. Res sem jih pravi, ko pač se je črpo izveral, ki so predvsem zahodnoevropski, da so teren za politični napad na socialdemokratsko socialno državo najprej pripravili akademiki, spravi družboslovci, ljudje iz univerz in tako naprej. Pa me zanima, to je predvsem verjetno vprašanje zate, ki stvari skozi čas najbolj bolj poznaš, kako je bilo s tem pri nas? Kdo so pravzaprav ključni akteri, ključni zagovorniki aktivacijske paradigme? Mogoče tudi, da so nastopili iz kakšnih različnih diskurzivnih pozicij in pa kako so uspeli svoje stališča ali pa celo so sami sodelovali pri tem uveljaviti v politiki prek različnih strank in vlad. Ja, isto je tudi pri nas bilo, kot piše Lesenih, kdo so ti ljudje, kdo niso, bi bilo vprašanje, bi zelo težko našli. Ampak to je bilo dobro namerno, tu ni v zadnje teorije zarote, ampak gre za tipični, bi rekel, družboslovni zdrs. Čisto kratko, omenil se je prej že nekaj govoril o zgornji meji, ki ni problematični. Takrat, ko smo demontirali socialistični sistem, upravičeno, smo ga zaradi tega, ker je imela država monopol nad vsem, zlasti nad socialnim varstvom. Izven države nismo mogli nič, vse je bilo državno in to je čedalje slabš funkcionirati. In seveda takrat se je razvilo med sociologi in sociologinjami, ki so, to govorim v letu, vse od konca 70-ih naprej, izrazito pa že v 80-ih letih prejšnjega stoletja, potem je pa to intenziviralo. Kaj? Kritika takratne socialne države v socializmu, z katerih pozicij? Zaradi tega, ker ne moremo si privoščiti tako obsežne socialne države, da bi skrbeli za kakovost ljudi, treba se je tu umeti. Kritika je letela na zgornjo mejo. Deloma upravičeno, mišljeno je bilo to, da seveda je treba monopol državi, v tem primeru nad socialnim sektorjem, odvzeti oziroma ga bistveno omejiti. Zakaj? Zato, da se bodo lahko tudi drugi sektori, neformalni, volonterski, tržni predvsem, afirmirali, ker se takrat niso. Takoj po drugi strani so bili pa izredno zatrti. Vendar kaj se je z tega zgodilo? Potem je prišlo leto 1991, osamosvojitev in je v socialni politiki, namreč s to kritiko, ki se je razvila že desetletja v akademskih krogih, da se mora država socialistična nazaj umakniti in pustiti tudi drugim sektorjem. Potem se je zgodilo to, da so to pokrili, namreč ta napad na razgradnjo, napad na razgradnjo socializma so pokrili z teorijo welfare mix. To je ideja v socialni politiki, da kombinirate različne sektorje. Ne samo državni, tudi tržni, tudi neformalni, tudi volonterski, Svetlika je celo še na 5. opozoril, korporativni in tako naprej, kombinirate tako, da noben nima monopola nad drugim in da imate različne dejavnosti po različnih načelih, principih, v različnih sektorjih, da tvorijo potem te preseke. Jaz sem celo eno raziskavo delal v 90-ih
kaj se dogaja na teh presekih. Dogajale so se v največji meri socialne inovacije, več kot pa znotraj posamičnih sektorjev, na presekih med sektorjem. Recimo miks med tržnim pa recimo volonterskim in takih stvari. Vse je v redu. Ampak kaj se je pa zdaj tu spustilo? Še vedno odgovarjam točno na to vprašanje, kar si rekel, kako se je to začelo. Zgodilo se je to, da seveda ta welfare mix je izgledal potem od leta 1991 tako, da se je država res v smislu demonopolizacije umaknila in ignorirala, spustila vajeti iz rok. Češ, trg bo že sam po sebi vse uredil. Od takrat imamo to zgodbo, ki še ni konec in se poglavlja, tudi v socialnem sektorju. Napaka je bila v tem, da če hočete vi demonopolizirati državo na nekaj, popolnoma enaka zgodba je tudi z ekonomijo, lahko bi govorili, da bi bilo bolj razumljivo. Če hočete demonopolizirati državo na področju ekonomije, če je prej recimo privatna pobuda zatrta, pa jo hočete afirmirati, potem ne morete tega narediti tako, da država se obrne in reče, nočem imeti s tem, torej, da ne skrbi ali pa celo ukine državno ekonomsko politiko, češ, trg bo vse to storil. Ne. Če to naredite, razrušite sistem in iz trga zrastejo novi monopolisti. In natančno to se dogaja v socialnem sektorju. Država mora demonopolizirati tako, da skuša afirmirati tudi druge sektorje, ki so bili takrat nerazviti. To se pa ni zgodilo. In takrat, ko se to ni zgodilo, od 91 leta naprej, seveda tukaj je drugi del krivde, sociologija na to ni reagirala, ampak je furala naprej to zadevo v smislu demonopolizacije države, fleksibilizacija tržnih ponudnikov in tako naprej. Tu je bil nastavek za neoliberalizem, še preden smo začeli to besedo uporabljati v zvezi ekonomijo pri nas, že na začetku 90. Popolnoma, rekel, enaka zgodba, kot jo res njih opisuje. Ne vem, če sem bil razumljiv. Mogoče kdo iz publike bi se vključil tule, lahko pa kasneje. Imel bi tudi nekaj bolj kritičnih vprašanj v zvezi s knjigo. Jesenih proti koncu razvije precej žolčno kritiko, med drugim tudi liberalnega feminizma. In mu očita to, da je emancipacijo žensk vezal na njihovo vključitev v mezno izkoriščanje. In to izkoriščanje ima, to izkoriščanje je seveda še vedno izkoriščanje, čeprav se mogoče lahko udeleženkam teh procesov prikazuje kot nekaj drugega, recimo kot karijera. Na drugi strani pa skoraj na istem mestu pokaže, da ta ista politika aktivacije žensk lahko uspešno nagovarja tudi konzervativce, češ gre za družino, za otroke, gre in tako naprej. In me zanima, ali je šel mogoče v tej kritiki liberalnega feminizma predaleč. Namreč, kaj pa je sploh edina realna alternativa, razen za tiste, ki imajo to srečo, da so rentniki, kot to, da pač gredo na trg dela in si tam poskušajo dobiti zaposlitev. Edina druga opcija za ženske, ki nimajo veliko kapitala, je pač ta, da so ekonomsko odvisne od svojega soproga, ampak s tem bo še vedno posredno ujete v mezno razmerje, pač v soprogove prihodke iz meznega razmerja. Tisto, kar dobijo za zraven, je še neposredno patriarhalno gospodstvo. Tako da, po svoje to simpatična levičarska kritika, češ, pojdite ven iz meznega razmerja, ampak kam pa? Ja, s tem se strinjam, ta del sem sicer pozabil, ali ne vem, nekako nisem bil tako pozoren, nisem razmišljal, ko sem bral samo knjigo, ampak ja, mislim, da je bil mogoče ta tip kritike liberalnega feminizma mogoče privilegij neke drugačne družbene in zgodovinske situacije, se pravi, če je komunizem v zraku, seveda je ne more biti ta historična, taka kritika. Recimo v neki situaciji, ko komunizem ni v zraku, reči, da ni ok, da ženske hodijo na trg delovne sile, seveda
potem se izteče v neposredno patriarhalno gospodstvo. Se pravi, vse je boljš kot družina, se pravi tudi, oziroma to se mi zdi pomembno, znotraj marksistične teorije ali marksistične kritike, pač obstajajo še veliko hujše stvari, kot je mestno delo, recimo, družina. Tako da, ampak mislim, da se vse še vedno da liberalni feminizem kritizira, ali pa da ni to edina stvar. Recimo glede tega, kako bi rekel, praktičnega esencializma, ki potem zgleda v političnih predlogih, kot nek kabak razvrščanja esencializiranih spolnih teles, se pravi polovica žensko politiko, polovica na okrogle mize, polovica v uprave podjetij, kar seveda naturalizira vse predobstoječe hierarhije, tako v političnem sistemu, kot v recimo ekonomskem sistemu, tudi sama razredna razmerja, ki nič manj ne delujejo, če polovica vseh menedžerk ali pa direktor, ali pa recimo tega, da se izvaja problem patriarhata na problem psiholoških predsodkov in potem posledično recimo drugačnega govora ali pa dvigovanja zavesti, kar spet naturalizira recimo vse strukturne ali pa saj naredi nevidne vse recimo te teze o steklenem stropu, ki naj bi izviral iz predsodkov delodajalcev ali pa recimo iz nekih arhaičnih mentalitet, seveda naredijo za nevidne vse strukturne silnice, recimo podrejanja žensk, nižjega plačila žensk in tako naprej, ampak to je verjetno že druga tema oziroma onkraj te knjige. Kaj pa tole, kako prepričljiva ali pa recimo tudi uporabna, referenčna je ta knjiga, če bi jo hoteli vzeti kot ver za razumevanje, za poznavanje zgodovine socialne države. Ker ima v recimo prvem delu ali pa na sredini ima nek tak strukturni oris, potem gre pa eksplicirati in razviti svojo tezo o tem, da danes nimamo opravka z ukinitvijo socialne države, temveč z njenim preoblikovanjem, ki se obrne konec koncev na samega subjekta. Kaj pa ta knjiga kot pregled zgodovine? No, jaz mislim, da je v redu, zaradi tega, ker ravno v teh poudarkih pri nas se ne govori, ne piše, ne raziskuje. Jaz nekaj so avtorji sicer izdal knjigo Neosocialna Slovenija, ampak tisti neosocialno smo malo drugače mislili, tako da sem zelo vesel, da je še Lesenik potem bil preveden. Z tega vidika je to točno tisto, kar manjka v slovenskem jeziku, vendar je pa precej slabosti noter, ki zgodovinsko si gledano, si vprašajo po zgodovini, jih imamo na nek način že presežena na slovenskem, pa to ne vemo. Lesenik je izrazito, ne vem zakaj, si razlagam nekaj z internimi nemškimi razmerami okrog Lumana in tako naprej. Lesenik je presenetljivo brezbrižen do vprašanja avtonomije socialne politike. Tega izraza ne boste not najdli, ne samo direktno, tudi konceptualno ne, s tem nima kaj početi. Še več na nekaterih straneh v zvezi z Lumanom se prav dela norca. Kakva avtonomija, se to je spet neka neoliberalna zarota in tako naprej. To je osrednji problem vse zgodbe. Avtonomija socialne politike. Dokler smo v kapitalizmu takšnega ali drugačnega tipa, ni druge rešitve, kot da imate avtonomno socialno politiko, ker če socialna politika ni avtonomna, to sem že prej uvodoma povedal, potem ni socialna politika, ampak postane nekaj drugega. Če je nad socialno politiko neka druga, pomembnejša politika, včasih je bila v socializmu recimo partijska politika, zaradi tega nismo imeli socialne politike v socializmu, se še tako čudno sliši. V socializmu je bilo ravno obratno. Berislav Šefer, nek jugoslovanski teoretik, tako knjigo avtoriteta bi za socializem. On je vključno s Kardeljem in tako naprej. Njegova teza o socializmu, uradna teza je bila, bistvo socialne politike v socializmu je to, da je ne sme biti.
Bolj, ko bo izrazita socialna politika v socializmu, bolj bo to znak, da je s samim socializmom, v tisti varianti socialističnim samoupravljanjem, nekaj narobe. Kajti to bo znak, da samoupravljanje ne deluje, ne funkcionira, posledica so socialni problemi, ne? Potem date pa socialno politiko. Torej, če imate socialno politiko, priznate, da imate socialne probleme, ki jih sam sistem ne zna razreševati, kajti ideja samoupravljanja in vsakršnega drugega socializma je bila o tem, da seveda odpraviš ti izkoriščanje, ne, kar je v bistvu socializma, potem tudi ne bo socialnih problemov. Slepa tega, ki se vleče od Marxovega manifesta dalje. Skratka, v tem smislu tudi socializem ni imel socialne politike, čeprav je imel vrsto zelo dobrih inštrumentalnih rešitev na to temo. SISO-ti so v tem včasih rekli samoupravne interesne skupnosti. To je bil edini problem, ne vem, če se boš strinjal, edini problem teh SIS-ov nekdanjih, da jih je še vedno, tako kot vse drugo, obvladovala partija. In mi tega nismo v enostrankarski sistem. Drugače smo pa vse zastopnike noter in tako naprej. Najslabša oblika bivših SIS-ov, samoupravnih interesnih skupnosti, je 10krat boljša od tega, kar imamo zdaj. Torej, niso bile samo slabe stvari. Vendar avtonomne socialne politike ni bilo. Danes avtonomne socialne politike ni. Se smatra to za gospodarski prekršek, za greh. Socialna politika more služiti splošni, to je ekonomski politiki. Socialna politika je dumping za najnižje mezde. Zaradi tega držijo preomenjeno številko, vse skozi višine skromne, premehne, sramotno nizke socialne pomoči na tako nizki ravni, ne zaradi varčevanja. To nikoli ni bilo res. Na tako skromni, in to odkrito povedo, ravni zaradi tega, da ustvarijo prostor do minimalne plače, ki je itak pod mejo revščine. Trenutno je na meji, ampak zato so mogli delavci na ulici in tako naprej. To je socialni dumping. Kako je politika socialna na to pristala? To je zaradi tega, ker je ni. Zaradi tega, ker je podizvajalka pomembnejše politike, to je ekonomske politike. Torej, če nimate razmerij med različnimi politikami, sej enaka zgodba, če bi govoril zdaj o tem, v čemer se ne spoznam, recimo kulturna politika in tako naprej. Vi morate imeti različne politike specializirane za različna vprašanja sektorja, ampak te politike morajo biti, dobro, vsaj približno, enakopravne. Zakaj? Zaradi tega, da potem lahko tvorite preseke med državo, državnim sektorjem, drugimi sektorji in tako naprej. Če ni enakopravnega razmerja, potem imate kolonizacijsko razmerje, ker močnejša duši spodno in jo instrumentalizira in tako naprej. Zgodovinsko smo imeli ta poudarek zelo dobro razvit v istem času kot Skandinavci, namreč o potrebnosti ne samo socialne politike, ampak avtonomne, ker zraven avtonomije gre tudi profesionalnost, avtonomne socialne politike že od Kreka dalje. Po Kreku, torej po prvi svetovni vojni, pride Andrej Gosar, veliko ime, ki razvije, kaj? Za nam državno dve take knjige, ki so 400 strani. Tudi prvi socialni minister jugoslovanski tam v koncu 20. let. On razvije teorijo avtonomne socialne politike. S tem seveda takrat ni vedela, kaj početi ne levica, ne desnica, ne stranka, v kateri je bil, drugače bil koliko ne desničar, ne, katolik, vendar hkrati za razredni boj, za delavske pravice in tako naprej, zelo pomembno ime. In je odletel in od takrat s tem nijamo več kaj početi. Druga pomembna knjiga, to je pa tudi zadnja, je pa od akademika Veljka Rusa na začetku 90-ih. On je tudi Socialna država in družba blaginje, je naslov. Notri imate tudi poudarek, vključno z vsemi travnami, zgodovinskimi in tako naprej, poudarek na nujnosti socialne politike. In če tega ne upoštevate, kam lahko zaidete. Potem pa vse tiho je bilo, potem pa se s tem nismo ukvarjali in seveda danes smo na tako slabi točki kot še nikoli. Recimo socialno delo pa se izliva iz centrov socialno delo. Torej, ta aspekt Lesenih nekako povsem zanemari. Jaz ga imam na sumu, da ga ima zavedlo
ali levičarstvo v enem klasičnem smislu, horuk, skritizirati kapitalizem in uvesti drug sistem, ki bo boljši, to je edina rešitev, do takrat pa se ne rabiš z ničemer ukvarjati in tako naprej. To je zelo nevarna zadeva. Ali pa mogoče bil malo površen, ampak to je resna pomanjkljivost te knjige. Čudi me tudi, zakaj ni vsaj v 3 črkah, recimo s kratico, da ne rečem vsem slikarno omenil, naprimer, univerzalnega temeljnega dohodka. Presenetljivo spregledana zadeva, v Evropi se o tem zelo veliko govori, tudi pri nas smo že par zbornikov izdana po tem in tako naprej. Kaj je to? To pomeni, da daš vsaj minimum življenjski pokriješ človeku, brez da ga pogojuješ in sikiraš. In v razmerah, ko smo že prepozni, žal, da prebrnemo trend in zgradimo avtonomno socialno politiko, če nam ni uspelo prej tudi svetovno vojno, po njej in od leta 1991 naprej, to je jasen indic, da je zadeva popolnoma zavožena. Avtonomna socialna politika, ne vem, kdo bi jo postavil, pod kakvim režimom, kakve politične elite, enostavno to pri nas ne gre. Dokler ne bomo pa uvedli socializma, morate pa nekaj narediti. To je univerzalni temeljni dohodek, da preprečite erozijo minimalnih standardov, njihovo recikliranje navzdol, kar se dogaja. Škoda tega ne omenimo. Aktivacijska paradigma moralizira, to smo danes že večkrat omenili. Se pravi, pomoč pogojuje s tem, da prejemnik izkaže primeren življenjski slog. V to ga sili, če tega življenjskega sloga nekako noče izkazati, no pa seveda pomoč odtegne. To je pač neka politika korenčka in palice. In končni cilj je seveda ta, kot je tudi ranki socializem fantaziral, da socialna pomoč sploh ne bi bila več potrebna, ker bi se ljudje pravočasno in učinkovito aktivirali in se vključili in potem seveda sami zase skrbeli prek dohodkov na trgu dela. Ampak ne vpraša se pa tega, kaj pa s tistimi, ki so nevključljivi. Pa s tem ne mislim samo na tiste, ki imajo to smolo, da imajo recimo kakšen telesni handicap, ki ga mogoče celo niso sami zakrivili z neodgovornim življenjskim slogom, in se zato ne morajo zaposliti. Pomislimo na problem strukturnega pomanjkanja dela. Vsaj takega solidno plačanega, s katerim bi se dalo glede na globalno delitev dela, glede na globalno konkurenčnost različnih podjetij in okolij, s katerim bi se dalo zaslužiti toliko, koliko je potrebno glede na lokalno raven cen, glede na lokalna materialna družbena pričakovanja. Skratka, kaj s tistimi, za katere priložnosti na trgu dela preprosto ni, zato ker jih je v splošnem premalo za vse. In tega problema ne moramo rešiti samo tako, da rečemo, da tisti, ki niso bili pridni v šoli, so si pač sami krivi in naj zdaj spijo pod mostom. Kaj narediti s pričo grozeče možnosti, da je solidno plačanega dela preprosto premalo. Zdaj, če pogledamo recimo današnjo begunsko krizo in histerijo, ki se pri nas v javnem mnenju stopnjuje, in ta fašizacija od spodaj potem seveda spodbuja tudi politike, da če dalje bolj improvizirajo v smeri suspendiranja azilnega prava, zapiranja meja in tako naprej. Kaj je tisto, kar spodžiga strahove? Zdaj, na videz gre seveda za strah pred islamom, drugo kulturo in podobno, ampak mislim, da so v jedru tudi neke socialne frustracije. Tisto, kar je mogoče najbolj škandalozno in najbolj politično eksplozivno, je vprašanje, koliko to državo begunci stanejo. To se zdi ljudem škandal. Kako da država kar daje denar, posredno ali pa neposredno, nekim ljudem, ki se sploh ne trudijo, da bi se recimo da bi sami zase poskrbeli, da bi se vključili na trg dela, ki mogoče sploh ne nameravajo tukaj ostati.
Skratka, tu vidimo to zgražanje ljudi, ki se počutijo ogroženi v svoji materialni perspektivi, ki se bojijo, da ne bojo našli priložnosti zase na trgu dela, ker jih je premalo, in se potem znašam nad nekom, za katerega se jim zdi, da to neupravičeno dobiva. Skratka, kaj čaka tiste, ki so neupravičeni na trg dela, tudi zaradi strukturnih pojavov in ki jih aktivacijska socialna politika pač ne bo priznala nobenih socialnih pomoči, dokler se pač ne potrudijo in se ne vključijo. Mogoče spomnim na Loika Wakona, njegove analize ameriške zapiralne države. Mislim, da je tam ena od teh sta, zakaj je prišlo v ZDA in do neke mere tudi v Evropi in v Rusiji do ekspanzije zapiranja, predvsem po letu 90, v času, ko je bila uradna politika sicer optimistična in je z optimizmom razlagala, da smo se zdaj znašli v dobi globalizacije, odprtih možnosti in tako naprej. Wakon ugotavlja, da je racija tega množičnega zapiranja preprosto ta, da se da pod ključ tiste, s katerimi ne vemo, kaj početi. Ker če bi imeli neke službe za njih, potem bi se še lahko šli programe resocializacije delikventov in bi jih poskušali prevzgojiti v disciplinirano delovno silo, da bi se lahko prodali nekomu na trgu delovne sile. Če pa teh možnosti ni, kaj nas potem čaka? Kam ta družba drsi na vse zadnje? Če aktivacijska socialna država postavi tako zahtevne pogoje. Mislim, sej aktivacijska socialna država dejansko nima za cilja. Po moje se da začeti odgovarjati na to vprašanje podobno, kot Foucault odgovarjal na nadzorovanju in kaznovanju na vprašanje, če je zapor toliko tragično, neuspešen, a je mogoče uspešen ravno v svoji neuspešnosti. Se pravi, da mogoče ne gre neke institucije ali pa neke oblike socialne politike, kot si zaporniške ali pa klasične socialne politike, sodati mogoče samo po deklariranih ciljih. Tudi zapor, tudi če kdaj mogoče imel iskren deklariran cilj odpravo kriminala, se zelo hitro prizna, da je v tem absolutno neuspešen, da ni nobene korelacije med stopnjo v družbi kriminalnosti in razširjenosti in razvojem in izpopolnjevanjem. Če lahko samo medklic. Foucault ugotovi, da je zunanji racija v tem, da se zapornike preusmeri v tovarno. Ja, tu deloma... Danes v tovarno ni dovolj. Deloma, da se iz kriminalca naredi prestopnika, oziroma da se drži, da se neke potencialno tvegane ali pa neobvladljive ilegalizme spremeni v kriminaliteto, ki je omejena na določene sosedske, ki se da nadzorovati z mrežo ovaduhov, policijskim zbiranjem podatkov. Se pravi, da se poskuša politično določenih meje držati, recimo, kriminaliteto ne ukiniti, recimo, ker če bi potem merili zapor, potem ne bi mogli pojasniti, zakaj obstaja že 200 let ta institucija. Po mojem s to aktivacijsko socialno državo je podobno, nima mogoče v kakšnem retoričnem zanosu omenja ukinitev revščine, ampak mislim, da tako, če si iskreno noben resno ne računa znotraj tega na ukinitev revščine, zdaj bi mogoče bolj narediti revščino, da revščina deluje za ekonomijo, se pravi, da rezervna armada delovne sile res družbeno deluje kot rezervna armada delovne sile, ker recimo, če imajo te ljudje dostop do denarja, ali pa tudi storitev v denarju, nepogojevanih, dejansko ne izvajajo nobenega pritiska na že zaposlene, medtem pa tudi če opravljajo kakšna mala dela, recimo ta nemški model, ali pa recimo, če opravljajo prisilna dela, to je angleški workfare model, dejansko izvajajo nek določen pritisk, ali pa recimo, če so v naglici, da poiščejo kakršnokoli že delo, izvajajo pritisk, se pravi objektivno izvajajo pritisk na mezde in delovne pogoje že zaposlenih, tako da mislim, da je to ena mogoče nečisto eksplicitna in centralno vodena, ampak saj mogoče po nekih učinkih se da sklepati
o temu. Ja, drugo so pa recimo zapori, v Sloveniji seveda ne, ampak recimo svetovno gledano, v zelo prepričljivo statistično pokaže, da tudi stopnja zaprtih v družbi ni, saj recimo v teh najbolj znanih primerih Amerika, Rusija, deloma tudi Francija, Belgija, ni odvisna od stopnje kriminalnosti, ampak se precej togo drži stopnje brezposelnosti oziroma z njo upade, tako da se mi zdi mogoče tudi malo grobo, ampak ne nerealistična. Vokontova pripomba v zvezi s tem je, da so zapori nova socialna stanovanja, se pravi, recimo permanentna socialna stanovanja za črnce v Ameriki, nova oblika. Se pravi, istočasno se ruši social housing, zato da se gentrificirajo nekdanja mestna jedra in se gradijo novi zapori kot nova oblika socialnih stanovanj oziroma zapiralnih stanovanj. Ampak mislim, da glede tega, glede samega, recimo, objektivnega krčenja ekonomije, pa manjka, recimo, neke saj oblike ekonomskega razvoja, ki bi vključeval povečano zaposlovanje. Ja, mislim, da to dejansko ni stvar socialne politike, oziroma tudi če bi bila bolj progresivna ali pa levičarska, sama ne more vplivati na to, kakšna je stopnja zaposlenosti, tako da ja, ves čas recimo, recimo neko to gumijasto žolco pošilja ljudi na trg delovne sile, ta jih izvrže, potem se vrnejo v še en program, dokler pač ne zdrznejo sistema, ampak ne vem, kako bo v tej regiji, jaz ne vidim vsaj regionalno nekega prehoda v zaporniško državo, bolj mislim neko indiferentnost, v smislu pač človek je imel možnost 3 programov in 4 seminarjev na Zavodu za zaposlovanje in potem indiferentnost. Mogoče bi tudi dodal samo 2 stvari. To ni nov problem, ne? To je bilo že vsaj v srednjem veku, namreč kaj narediti z reveži, ki se potikajo okrog, ponavadi izven mestnih zidov, ker jih vržeš ven, danes begunce in tako naprej. Potem pa, ko se ti vendarle tako namnožijo, da nekaj moč narediti, kaj bo zdaj, ne? Vključiti jih v zaposlitev. Tudi takrat se je pokazal zaposlitev, pa ni, ne? Prve prisilne, so da bolj delovna taborišča, kot pa neke uvožnice in tako naprej so služili temu, da bi ljudje, berači, jih spravili iz cest, pa vključil neko produktivno, bi rekel, polslužensko delo, ampak vendarle ne. Pokazalo se je, da in vsi napori so bili usmerjeni v to, v ubožnice in tako naprej, da seveda ni dovolj delovnih mest. Natančno enak problem, ki se ustri in se bo še čedalje bolj tudi danes. Ne. Kaj tu narediti? Točno to, kar si rekel, socialna politika ima omejen domet, socialna politika teh vprašanj ne more reševati, socialna politika ima omejen domet še po številnimi pogoji, ki smo jih opisali, avtonomija in tako naprej, za prerazdeljevanje denarja od zgornjim k spodnjim, tistim, ki ga najbolj potrebujejo, ker drugače ne preživijo. Ne? In to je treba vendarle delati strokovno. Imamo specializacijo okrog tega in podobno. Če to ne gre, seveda, potem ne gre nič. Socialna politika ne more nič drugega. Ne? Ta problem se lahko rešuje edino z novo definicijo človekovih pravic. Spravi, UTD, recimo, en tak poskus. Slej, ko prej bo do tega prišlo. In drugi, ne? Tako da podobno, kot je v zgodovini bilo z drugimi človekovimi pravicami. Zdaj, sam to bi končal. Ta problem je pa nov, ampak tega se pa ne zavedamo dovolj, ki si ga z Vokontom načel. Namreč, to je posledica začetek neoliberalizma, v tem primeru na kazenski politiki in tako naprej. To so Američani izumili, to, mislim, spet se začelo pri akademikih. Ne? 2 teorije, ena se je imenovala broken window. Ne? To je pomenilo, da pri nas imamo pregovor
kdo ukrade šivanko, bo pol na koncu življenja morilec, pa od šivanke do kriminalca, tako nekoč. Broken window, tudi če črnski otrok, fant nekje v Zakotni ulici, vrže kamen pa razbije okno, ga je treba policijsko preganjati. Kot je potreba preganjati vsak drugi kriminal, kajti če to spustite, potem se vam to razleze v čedalje hujše kriminale in tako naprej. Hkrati s tem pa ideja ničelne tolerance. Ne smemo, bi rekel, diskriminirati pri pozornosti in življenju zločincev v smislu, da boš se raj usmeril v težji kriminal, recimo belih uradnikov, bančnikov in tako naprej, te ta male pa ne boš sekiral, črnske otroke tam v getu. Oboji so enako pomembni. In kaj to pomeni? Prvo so pol ravno nižji sloji najbolj na udaru, zato ker jih je tudi lažje prijeti, kot pa odkrivati pravi kriminal. Torej, broken window pa ničelna toleranca, to je neoliberalni uvod v represivno kaznovalno politiko. Natančno to se dogaja tudi v socialni politiki, tudi pri nas. Kaj je drugega kot to, kar si rekel, broken window pa ničelna toleranca, če uzakoniš, da boš dedičem umrlega prejemnika socialnih pomoči rubu premoženje. Zakaj? Zaradi tega, ker je recimo moj pokojni oče bil prejemnik socialnih pomoči, po smrti mi je zapustil neko garsonero, in zdaj se moram jaz to garsonero jaz dati nazaj državi in tako naprej. To je velika šlamastika. Kaj je v ozadju? V ozadju je to, da bomo privarčevali, da si država ne more privoščiti, da tega ne bi naredila. Neumnost prve vrste, že takrat, ko so jo prvikrat izgovorili, je bilo jasno, potem je še večja, potem so zaradi vendarle teh kritik, ker se to ni odneslo bistveno umilili, za 1/3 približno to sankcijo rubljenja premoženja, pa se govorimo o nacionalizaciji, prvi nacionalizaciji po letu 1948, ki se danes prodaja kot primer socialne politike, da rubiš premoženje legalno dedovano. Seveda, spodnjim, samo prejemnikom socialnih pomoči, ne dedičem zgornjih slojev ali pa otrokom bankirjev na takve stvari. To je teorija ničelne tolerance. Tudi pri malenkostih mora država varčevati, zelo natančno. In če spustiš enemu prejemniku socialnih pomoči, recimo, da spustiš okrog, brez kontrole, potem se bo to razpasno in naenkrat bo država skrahirala in tako naprej. Broken window. To je proizvod liberalizma, ki smo ga zelo hitro iz ameriške penalne politike posvojili, inkorporirali v sodobno socialno politiko. Ja, mi smo zdaj kar nekako risali, ne samo risali, tudi šli v več interpretacij te knjige. Publiko pozivam, če bi se kdo vključil. Mogoče malo zadovoljeno. Omenjal ste, da v socializmu nismo imeli niti neavtonomne socialne politike, oziroma da jo sploh nismo imeli. Zdaj pa ne vem, kako k temu rekli. Jaz sem v 70 letih končevala socialno delo in se potem zaposlila. In to je bil čas, ko so se na nivoju celotne institucij, celotne družbene strukture odprla delovna mesta za socialne delavce. Od šol, vrtcev, zdravstvenih institucij, centrov za socialno delo, podjetja. In kaj bo cilj? Podjetja oziroma delovne organizacije. Cilj je bil ne toliko naloga socialnih delavcev pri pridobivanju socialnih pomoči, ampak pomoč pri integraciji ljudi v družbo. In zdaj se jaz rečem, tudi če ne rečemo temu socialna politika, ta država je naredila 100-krat več, kot zdaj ta naredi, zdaj sedanja, ta je bilo res usmerjeno za ljudi. Pa tudi, če mogoče bi rekli, da govorimo o teoriji zarote, da je bilo zato, da bo imela partija manj problemov, da bo mir, da bo socialni mir ali nekaj. Ampak delal se je za ljudi in tudi prej ste omenili vsi se,
To je bilo, res je bilo strukturirano in organizirano, recimo je bil SIS socialnega skrbstva, pa je bil SIS socialnega zdravstva, ki in skupaj sta tvorila SIS socialnega varstva. In noter so bili v SIS socialnega skrbstva in zdravstva so bili vključeni izvajalci, strokovnjaki in uporabniki. In potem so pa tudi tvorili še SIS socialnega varstva. In smo bili, jaz sem bila zelena, pa sem bila predstavnica izvajalcev v skupščini socialnega varstva. Prav smo se takrat lahko vključili, zdaj ne moš preko strank nič narediti. Takrat smo pa lahko kot iz centra se imeli neke izkušnje, kaj delati, kakšne potrebe imamo in so me upoštevali. Jaz si ne moram misliti, da so me upoštevali. Takrat sem potem se zaposlila v Trbovljah v domu upokojencev in smo imeli neke potrebe, neke ideje in evo, rešili smo določene zadeve. In tako da jaz, ne vem, ne bi nostalgično govorila o zadevah, ampak iz izkušenj, to je bila zame socialna država, ki je skrbela za ljudi. Pa tudi, če rečemo, da ni bilo. Se strinjam, hvala za to. Ja. V tem smislu se nekako zadeve niso črno-bele, tole, kar se zdaj opisovali samoupravne interesne skupnosti, to bomo zdaj, če bomo se dovolj potrudili, plonkali iz Evrope kot neke novosti, v smislu participacije spolne in vse podobna. Problemi so z samoupravljanjem, delavskim upravljanjem in tako naprej na vseh področjih. Sam mislim, da bi lahko bil malo povezan s temi SIS-i. Ni to odmaknjeno od te ideje. Jaz bi to nazaj uvedel, dal proste roke na način, kot vi poročate v tem stroki, imamo kup zadev rešenih. Kajti sedaj se nam dogaja, mogoče na kakšnem centru delate. Jaz zdaj učim na gimnaziji Šubički, sem pa delala na centru, potem sem delala v domu za stare, pa sem delala v osnovni šoli kot socialna delavka, zdaj nazadnje počim za sociologijo. In meni je zelo hudo, da zdaj tudi sociologi neč ne naredimo za to, da bi res uvedli spet ta pravo socialna država. Ker mi smo začeli osamosvojitev leta 1991, lahko povem, se to je bilo javno povedano, na tem področju z idejo župan, mislim, Trezina, kaj pokojni Švarc-Bartl, ukinimo centre za socialno delo leta 1991, saj imamo Karitas. No, recimo, to je bilo takrat to je bila ta ideja, seveda tega niso pa naredili, vendar ta ideja se realizira zadnjega četvrtstoletja. To je zelo slabo. Socialno delo se izrinja iz različnih področij, najprej je šlo seveda ven iz delovnih organizacij, kajti socialno delo in socialna politika. Socialno delo je specializirana profesija znotraj socialnega varstva, korpusa socialne politike, je pomembna zadeva. Iz delovnih organizacij, potem iz osnovnih šol, potem zdaj so pa predvsem na udaru centri za socialno delo, ker tisto, kar DURS ni hotel sprejeti, namreč izračunavanje, birokratsko odrejanje in nadzorovanje uporabnikov glede višine in upravičenosti teh premejhnih socialnih pomoči. To se je prevalilo vse na centri za socialno delo in to še na način informacijske šlamastike, tiste vidite evidence, centri za socialno delo so vse kaj drugega, kot pa, da bi imeli zvezo s socialnim delom, so pa seveda strelovod nezadovoljstva uporabnikov kot spolno. Do vsem pripelje, če nimamo avtonomne socialne politike. Socializem tudi ni imel občutka za to, za avtonomno socialno politiko. Je imel pa, bi rekel, nek dober izgovor, ker je, ne socializem, ampak zlasti socializem, ker je bil to njegov program, računal vedno socializem na 100% zaposlenost. In zaradi tega seveda je imel tu neka alibi, ki se ga danes mogoče da razumeti, nekako pa ne več posnemati, alibi za to, da temeljne socialne pravice vežete na zaposlenost. Torej, če si zaposlen, imaš neke pravice in tako naprej, če ne, pa ne. Seveda v današnjih časih, teoretsko vsaj od 70 let naprej, iz literature to vemo, razvoj tehnologije ukinja delovna mesta in to pospešeno, ne pa, da bi jih širil, ne pa, da moramo samo malo preračevati, bomo dali denar v banke pa ekonomijo in bomo imeli nova delovna mesta. Daleč od tega. Tudi tisti, ki to danes ponavljajo, ne mislijo resno, ampak to je najlažje
početi. Skratka, rešitev je tu, da se socialne pravice odlepijo, vse to je pa izrazito lesen njihov poudarek, odlepijo od sfere dela. Tisto, kar je zadeva vzdržnosti. Na meni se zdi Karitas hvalevredno, ogromno naredijo v tej naši družbi, ampak kljub vsemu je to drug pristop. Tu si ti ponižen, ko prideš na pomoč. Če pa je pomoč, ki jo je država nudila prej, recimo kot da je to tvoja pravica, je to čisto nekaj drugega. Če je to sistemsko reševanje v okviru države, kot pa v okviru Karitasa. Jaz vam malo vprašanje v povezavi, vi ste omenili univerzalni temeljni dohodek. Zdaj, koliko sem jaz to sam bral o tem, je to v bistvu koncept, ne vem, kar je napisal tudi Milton Friedman, ki je bil čist liberalen teoretik in ki se ga zdaj povezuje z neoliberalizmom. Spravi, koliko sta v bistvu kompatibilne te ki zgleda, da so si pozicije nasprotujoče? Torej, če je to liberalna zadeva, zakaj bi potem socialne probleme reševali z liberalnim konstruktom, ki nas je načeloma spravil v to situacijo? Logično vprašanje, vse tu je problem. Lejte, raj Friedmanovska varianta kot pa nič. Pa sem daleč od neoliberalizma. Vendar, zdaj tu je en trik, namen te negativne dohodnine, ki jo je predlagal, je v tem, da ljudi, to zdaj malo da berem med vrsticami, ljudem daš enkrat na leto denar, tisti, ki jim pripadajo, da imejo tega neobstoljivega, brezpogojnega zneska in potem sami s tem delajo. Zakaj? Kaj je v ozadju? Zato, da ga lahko obračajo na trgu. Če ti dobiš enoletni znesek v enem nakazilu, so to 12-mesečne vsote, karkoli pač to pomeni, vendar je to več denar, s katerim lahko še kaj drugega delaš, kot pa samo lahko recimo upreš podjetje ali pa kaj podobnega. Seveda, tu so pa neprijetno vprašanja, s katerimi se izredno ni ukvarjal, ker ga ni zanimalo ukvarjal, kaj pa vmes, kaj pa od enega do drugega leta. To je pa spet pa individualci bojo sami zdaj oplajali ta denar, pa ga vlagali pa tako naprej. Potem, ko UTD izvorna varianta, Van Paris, seveda to so pa redni, mesečni, brezpogojni dohodki, kot recimo pokojnino dobivamo ali kaj podobnega, z namenom kritja osnovnih življenjskih stroškov. Torej, namen je malce drugačen, vendar skuša pa rešiti isto osnovno zadrego vezanosti socialnih pravic na trg dela, ki se krči. Mogoče še, če smo pošteni do neoliberalcev, neoliberalci niso neki ljudje, ki bi hoteli, da je veliko ljudi revnih, ali pa neki zlobni ljudje, ki bi bili sovražni do socialnega. Mislim, da gre za specifično percepcijo socialnega, ki se mora prvič, saj taka je večina neoliberalnih predlogov, prvič, da se socialna pomoč v čim večji meri monetizira, se pravi, da se spremeni v če že mora biti v socialne transferje, v denarne socialne transferje, se pravi nekaj, kar je izrazito zoprno na socialni politiki za neoliberalce je kakršnakoli socialna pomoč v recimo storitvah, še posebej, če so te, se pravi, ker ne bi bila posredovana s tem, da denar zamenja roke, kar seveda odpre tudi možnosti za eksperimente tako s privatizacijami, se pravi, čim se menjanje denar menja roke, tako so odprte možnosti in za privatizacije in za različne privatne, ampak ne nujno profitne eksperimente, recimo oblike nove privatne miloščine pa dobrodelništva, oblike recimo tega Zuckerbergovskega dobrodelništva, ker se to odbija od davkov in je potem z te neoliberalne pozicije to win-win, se pravi, manj denarja državi, več denarja za socialo. Tako da je oboje naenkrat in še več individualne dobrodelnosti in odgovornosti. In mogoče to čisto, kar se tiče metode socialne pomoči iz neoliberalne perspektive. Potem drugo, saj pri neoliberalnih načrtih ali pa teorijah, pomemben poudarek je nekaj, kar
sicer bolj evropski, kot ameriški teoretiki imenuje deproletarizacija, se pravi, problem same ogromne proletarske mase, problem prve 19. stoletja in prve polovice 20. stoletja, se pravi problem varnosti in sociale hkrati, se pravi problem razlaščenih množic proletarcev, ki lahko ogrožajo državno varnost, ki lahko ogrožajo dobre, produktivne in spodobne državljane, ki se vdajajo različnim nizkim strastem, recimo, ki lahko sprožijo nemire in ostaje. Tako da, kar se tiče ciljev neoliberalne socialne politike, je zelo izrazit, mogoče kontraintuitivno, ampak to najdemo pri vseh ključnih avtorjih, še posebej evropskih, je ravno deproletarizacija, se pravi ukinitev, na nek način spreminjanje proletarske množice v podjetnike. In recimo ključne neoliberalne socialne reforme lahko beremo ravno skozi to. Recimo Margaret Thatcher reče, v soseska, kjer so delavci lastniki svojih stanovanj, ni nemirov, there are no riots. Se pravi, ta podlaga iz Minškovega zakona, ki ima izvore seveda v britanski privatizaciji in prodaji po zelo znižanih cenah, prej socialnih stanovanj. Recimo podobna je politika mikrokreditov, recimo trenutno v tretjem svetu, recimo v Indiji, Bangladešu, predvsem v Južni Aziji in Afriki. Se pravi, sprememba prej razlaščenih proletarcev, dati razlaščenim proletarcev minimum zasebne lastnine, da se lahko transformirajo v podjetnike skozi mikrokredite, možnost odkupa stanovanja. Tako da, mislim, čisto ni revščina ali pa beda cilj neoliberalizma, ampak, kako bi rekel, čim bolj privatno ali pa podjetniško reševanje socialnih problemov. Še kakšen poseg. Slavko, o čem se bomo pogovarjali čez en mesec? Bomo tem kasneje. Če pa smem tu v tej točki nadaljevati, še pol koraka naprej, tu, dokoder ste vi šli, neoliberali seveda verjamejo, da je njihov pristop tist, ki omogoča funkcioniranje, ki bo prineslo manj revščine in vsega tega. To je koncept, ki ni od včeraj, ni sam neoliberalen, je koncept politične ekonomije bolj ali manj v celoti, odkar je to regulativna ideja sveta, v katerem živimo. Zdaj, da ta trka, da on si srečo to odprl, knjiga odpira, pa ne samo ta, tega je danes že zelo velik, ob svoje meje, in da namesto, da bi bil na delu dispozitiv varnosti, kot dispozitiv, po katerem bi se poskušal urejati ta svet, ki mimogrede tudi gre skupaj s konceptom politične ekonomije, vidimo, da se vrača in Lacana, jaz berem tako, da Lacan opozarja, da ko ne vzdrži dispozitiv varnosti kot tisti, ki naj bi reguliral ta svet, se vračamo nazaj v nadzorovanje in kaznovanje in zapori se na ta način filajo po tej liniji. Mi imamo pa zelo resen problem, a znamo resno misliti. Tudi kaj dlje od UTD-ja vprašanje druga tipa ekonomije. Ne vem, a ste pripravljeni komentirati vprašanje hibridnih ekonomij, vprašanje prehodov, kam gremo v resnici, je vprašanje. Ker to, da ni prijela ta enostavna enakost, kot prav Volcer, ki je socializem verjel v njo, je bolj ali manj evidentno, tja najverjetneje ne moramo iti. A je kaj na teh idejah, ne vem, Estromove, Rifkina in ne vem koga vseh, ki govorijo o hibridnih ekonomijah, kjer bodo pulzirale različne variante. To se meni zdi vredno razmisleka, da vam dajem, da igrate ping-pong. Mogoče na kratko, vse prav pride. Vse prav pride, torej to je treba podpirati. Ni pa to alternativa. Ne govorimo ali, ampak kako s tem razrušenim, razbitim mozaikom zdaj košček nazaj zlagati, da bo vsaj neka celota držala. Pa niti
tega ne znamo. Ne. Hotel sem pozoriti na krekovski primer. Ne. Prvi pri nas je Krek, tudi tipična hibridna ekonomija, ne, krekovske zadruge in na produkcijskem, trgovskem in na bančnem hranilnice in tako naprej področju konc 19. stoletja naredil. Ne. In izjemna zadeva, ki je reševala socialne stiske kmečkega prebivalstva, tudi delavskega prebivalstva, celo še, to zdaj ponavljam po zgodovinarjih, to ni moj vtis, je delovala celo v 30 letih. Ne? Torej, močan učinek. Kaj bi bilo, če še tega ne bi imeli? Vendar seveda niti v sanjah, pa Krek s tem ni naredil tisto, kar je on mislil, da bo. On je s tem mislil kapitalizem spremeniti v nekaj drugega. Ne? To pa ne gre. Ne? Tiste pa, če res v to smer dosledno pritiskaš, priješ pa tam v italijanski fašizem. Ne? To je pogovarjal, tam se neka teorija organska mezda, take stvari. Ne? Tako, no, mislim, da je podobna zadeva tudi zdaj. Treba je tudi zelo, bi rekel, kombinirati različne variante, tisto, kar imamo, dokler ne spremenimo vse zadeve, ampak še nišče ne ve, kako pa kdaj. Ne? Mislim, gospodarstva valuta je drugega, nekapitalističnega. Si pa ne delati iluzij, da s tem že smo našli alternativo in da zdaj gradimo nov sistem daleč od tega. Ne? To je bila iluzija tudi samo upravljanje. Moj odgovor bi bil tale. Ti razmisleki izhajajo iz ugotovitve, da je prostora za delovna mesta, ki proizvajajo materialne dobrine, ki ta civilizacija konzumira, da je tega prostora vse manj. In da je treba skušati odpirati delovna mesta v storitvah, predvsem tistih, ki se tičejo, kako bi rekel, osebne blaginje. Ne? Tudi recimo v kontekstu staranja prebivalstva, skrb za ljudi, ukvarjanje drug z drugim in tako naprej. Ne? Ampak, če hočeš to narediti na en sistemsko pravičen način, potem moraš enostavno povečati delež BDP-ja, ki ga obvladuje država. Zvišati moraš davke. Mislim pa, da to ni združljivo s sistemom davčnih oaz. Bogati že danes nosijo svoje dobičke v davčne oaze in potem bi še bolj, če bi recimo skušali dvigati davčne stopnje. Tako da tisto, kar se potem pokaže kot realna alternativa temu, recimo, nekemu mogoče idealu, da bi še razširili domet tistih blaginjskih storitev, ki jih organizira socialna država. Realna alternativa je potem pravzaprav umikanje ljudi v sivo ekonomijo ali pa v refamiliarizacijo. Se pravi, tisto, česar ljudje ne morejo kupiti na trgu, država pa tega ne organizira, pa potrebujemo, naprimer, v kontekstu staranja, pa varstva otrok, pa tega pa unga. To se potem slej, ko prej zgrne pravzaprav na ženske, ja, tako. Predvsem na tiste, ki opravijo večino gospodinjskega dela. In to v Sloveniji v resnici že imamo, to je že trend. To je tistih 27% BDP-ja, ki gre popolnoma mimo fursa, ki ga pač ugotavljamo, da ljudje imajo neke vere prihodkov, ki jih pa davkarija pravzaprav ne uspe zajeti. Mogoče jih tudi noče, ker sicer bi bile te tenzije še hujše. Tako da na eni strani imamo utopičen cilj povečevanja moči davčne države, in to je nezdružljivo s finančno deregulacijo na globalni ravni. Na drugi strani pa to, da se ljudje pač znajdejo, kako se znajdejo v zasebni sferi, temu lahko rečemo tudi hibridno ekonomijo, ampak pomeni pa slej, ko prej verjetan povečanje delovnih obremenitev zlasti žensk. Lahko samo en stavek, bom pa res tihno. To so zdaj tako težko vprašanje, da se nam bo zgodilo, da bomo šli zafrustrirani od toga. Zato bi jaz upozoril na ta podatek. Nikoli v zgodovini Nove Slovenije nismo... Kako misliš, no?
mislim, države. Slovenije. To še ni identično. Piše, ja. Prej smo poslušali zvoke nove socialne države. Mi smo BDP za socialne potrebe, torej socialno zaščito, se registrira biti približali povprečju EU, na primer. To je en podatek. Dajmo se zmeniti, kaj hočemo, da tu je ogromno prostora za povečevanje BDP. Nišče pri nas, kljub vsem neoliberalcem, ni prišel na idejo, ki ste tako dobro mimo grede tukaj ven stresli. Zakaj ne bi neoliberalizm vsaj tu uporabili? Če ne možeš drugače ekonomije postaviti na noge, jo lahko z socialnimi storitvami, na primer. To je biznis. V čem je razlika, če tajnica napiše, recimo neko odločbo v privat podjetju, to gre v povečevanje BDP, če pa kolegica socialna delavka na centru socialno delo napiše isto odločbo, potem je pa to strošek, to je treba pa katirati. Se pravi, socialne storitve povečujejo in na strani zaposlovanja in na strani odjemalcev in pretoka storitev in davkov povečujejo BDP. Kako da tega ne pograbijo? Politične elite, to mi sploh ni jasno. Kljub neoliberalizmu. Tu je dosti stvari še zanediti, da se izognemo usodnim dilemam, se ne da jih ne smemo misliti, ampak izognemo usodnim dilemam, soočenju z njimi na način, da rečemo, aha, to se ne da, v redu, kdo ve, kaj bo po kapitalizmu, pa kako to narediti postkapitalistično druženje in tako naprej, ker se bo to narasli, pa s tem ne bomo ukvarjali. To je pa slepa pega, to je ponovati zaključek iz tega. Tega se nikakor ne smemo dovoliti. Ne pozabiti, da skandinavski model se ne reducira v neoliberalno smer zaradi tega, ker ni več zdržen. Skandinavski model se reducira v neoliberalno smer, zato ker so tudi liberalci, ker imajo iste zgodbe na politični levici in desnici, kot smo jih preigravali v Evropi. Samo da vendar tam se še vedno na višjem nivoju to dogaja. Ni pa socialna država v Evropi diskreditirana, da je to nek projekt, ki se ga ne da več zadrževati, da ga je treba dati na smetišče zgodovine pa izumljati nekaj novega. Isto velja za skandinavski model. Daleč od tega. Še kdo? Če lahko samo na aktivacijo, elegantno po svoje. Mislim, da je problem z aktivacijo dosti bolj preprost, kot se zdi. In sicer preprost v tem smislu, da gre za, da zelo radikalno poenostavi družbeno kompleksnost. Tako kot jo neoliberalizem tako poenostavlja. Tam je nekdo, ki je zelo nekaj, kar je dobrega in to zelo je potem treba pač dati v zapor ali nekaj z njim narediti in tako naprej, ampak zelo nastane seveda. Zakaj? Zaradi tega, ker je tak človek. In politike aktivacije so primerljive z vakovnimi zapori v tem smislu, da temeljijo na istem modelu, se mi zdi. Tako da označiš nekoga, zakaj nekoga aktiviraš, zakaj sploh aktiviraš. Zaradi tega, ker misliš, da ta človek sam po sebi ni aktiven, da je pasiven, da je len, da ne dela dovolj, da se je navadil na položaju, v katerem je in tako naprej. In politika aktivacije pomeni, da tega človeka, ki je pasiven in ima vse te značilnosti, z pogojevanjem, se pravi z nekim vedenskim inženiringom, spodbudiš k temu, da bo postal spet na nek način časten član družbe. Se pravi, aktivacija pomeni to, da človeka z pogojevanjem, torej z kaznijo, za nečim, ne moreš ga seveda pozitivno motivirati, v tem smislu, da rečeš, da ti bomo vse možnosti za to, da se boš lahko vključil in tako zaradi tega, ker je to preveč narja, ampak je vedno treba pogojevati. Zakaj pogojevati?
zaradi tega, ker naprej misliš, da je ta človek slab in da imaš pravico pogojevati. Zelo podobno kot pri zapornikih. Zakaj so v zaporu? Zaradi tega, ker je kazen pravična. Ne? In tudi pri teh, ki jih aktiviraš, je kazen pravična. Kakaj je kazen? Če ne bodo sledili nekim korakom, ki jih delaš, ne bodo upravičeni do denarne pomoči, ne bodo dobili nikakršne pomoči strani države in tako naprej. Ne? V tem smislu mislim, da gre za neke zelo preproste, banalno preproste vedenske tehnike, na katere se danes toliko zvede, se mi zdi, več ali manj vsa politika. Ne? Vsa politika je na nek način postala, vsi odgovori politike so postali zelo instrumentalni v 10 korakih, se pravi, imamo politiko 10 korakov, ne? Tako kot te slavne knjige poenostavljene psihologije, kako v 5 ali 10 korakih postati bogat. Ne? In mislim, da so te politike aktivacije v bistvu že odgovor, že prisvojile to reduciranje kompleksnosti na neki zelo, kako bi temu rekla, na prvi pogled učinkovitih korakov. Ne? In tle gre v bistvu greva, in jaz mislim, da se tega, da je pri politikah, da so politike aktivacije v bistvu politike diskriminacije, ne? Se pravi, moraš nekoga označiti kot slabega, zato da potem lahko upravičiš to, da delaš nekaj dobrega, ne? Da je vse to že tako korporirano noter v politike, da se to niti ne spregleda več, ne? Da ni več, da je to tako normalizirano, da danes s tem živimo in da so ljudje to prisvojili. Recimo, bom dala samo en primer temu, kako se je danes to prepričanje o tem, da so ljudje slabi sami po naravi in da jih je treba spreminjati, ne? Se mi zdi ukorenilo tudi po svoje malo na levico. Spomnim se pred kratke o ostankih hrane. Ne? Ljudje se sploh ne zdi problematično to, da ostanke hrane daješ revnim. Ne vem, če se spomnite tega, te francoske zgodbe, kako francoski marketi morajo zdaj ostanke hrane ne smejo več stran metati, ampak dajo dobrodelnim organizacijam. Ne? In to se tudi na levici vidim pozdravlja kot zelo velik dosežek. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da ostanki hrane so popolnoma zadosti dobri za nekoga, ki nima nič. Se pravi, wasted food for wasted people na nek način. Ne? Ampak v tem smislu se tudi tako problematizira. Vsi vidim, da veliko več ljudi opeva zdaj to, da se hrana ne meče stran, torej da je noter že ta moralizem, isti kot pri aktivaciji, ne? Gre za iste politike v bistvu. Nekega moralnega ocenjevanja, kdo kak more biti, kaj more ta človek početi in to zgleda legitimno. Zelo podobno, recimo, ne vem, če sem vas prav razumela, ne, bi lahko videla to, da se v namesto denarja da v storitvah. Ne? Ker nekateri pravijo, UTD bi bil sprejemljiv, če bi človeku dal voucher za izobraževanje, pa za ne vem kaj, ne? Da bi šel na tečaje kake, pa da bi se izobrazil, pa da bi službo iskal, pa tako naprej. Ne? To ni nič drugega kot golo moraliziranje o tem, kaj človek da rab. Kaj bomo dali? Bomo dali samo to, kar je seveda pozitivno. Lahko se gre izobraževati, nam je pa čisto vseeno, da potem umira, pa da nima kaj za jesti, pa da si ne more nič kupiti tako. Mislim, ne vem, če sem jasna, ampak to hočem reči, ne, da smo vse politike že, ne, vse, kar se v javnosti dogaja, je banalizirano do te mere, da se zvede zgolj in samo na nek moralni imperativ. In da tega niti levica, niti desnica ne ločita več s to dobro. No, s tem lahko celo na volitvah zmagaš, ne? Prosim? S tem lahko celo na volitvah zmagaš. S tem celo na volitvah zmagaš, tako, absolutno. Samo par obrazcev moraš povedati, ne? Ja, mislim, jaz se strinjam, čeprav nimam rešitev, ampak recimo tudi na univerzi spontano obravnavamo slabe študente, ali pa imamo spontano debate o slabih študentih, ne da bi sploh reflektirali, zakaj nas to toliko iritira. In potem vedno slab študent je pasiven študent. Potem, kaj zdaj ceni. Mislim, tako da dejansko je, ne bi rekel diskurs, ampak tehnika aktivacije že povsod v javnem sektorju. Mislim, ne mislim, da je to neka prisila, da nas nekdo sila administrativno ali pa
na kakršen koli drug način, ampak smo že popolnoma ponotrajni ta način. Nekako nas iritirajo pasivni študenti, medtem razmišljamo, kaj ne z njim, kako jih animirati in tako naprej, se pravi, že projiciramo to neko. Zdaj, kar se tiče tega v denarju po storitvah, sem mislil nekoliko bolj skromno, no? V smislu, čisto osebno imam raje garantirano storitev, pa ne skozi voucher, ampak preprosto izkaznico, ki jo pokažem nekje in mi recimo dobim plombo, ker mislim, raje dobim plombo kot 50 evrov, zato ker plomba je lahko naslednji mesec 60 evrov, ali pa je inflacija in je mojih 50 evrov vrednih to, kot je bilo 40 evrov prejšnji mesec, medtem ko plomba je plomba. Sam to sem mislil tako čisto enostavno. Ja, približuje se 8. ura, če ni več kakšnih intervencij, bi jaz zaključil, se vam zahvalim, zlasti gostoma. Za začetek aprila se nekako pogovarjamo o Bernsteinovi knjigi, o govornih kodih in šoli, nismo pa še čisto govorili.